Bila je zelo lepa, nenavadno lepa, z jamico, s presenečenim pogledom, z nenavadnim obrazom, zrelimi ustki, kakor nalašč narejenimi za poljubljanje, o čemer ni moglo biti nobenega dvoma, s celim kupom vseh mogočih prijetnih znamenc na bradi, ki so se strnila v eno, ko se je nasmejala, in z najbolj sončno vedrimi očmi, kar ste jih kdaj videli v glavi, takale fletkane stvarce. Povrh tega je bila še izzivalna, kakor bi se lahko reklo, veste, resnično vabljivo izzivalna. Ja, pa še kako vabljivo. To ti je špasen star kujon, je rekel stispuhov nečak, kar je res, pa ne tako prijeten, kakor bi bil lahko. Ampak njegove zoprnije se same kaznujejo in jaz nimam nič proti temu. Po moje mora biti zelo bogat, Fred, je omenila stispuhova nečakinja. Vsaj meni si zmeraj tako rekel. Kaj pa potlej, ljuba moja, je dejal stispuhov nečak. Bogastvo mu nič ne koristi, z njim ne napravi nič dobrega, niti sebi ne poveča udobja. Še tega zadoščenja nima, da bi pomislil, kako bo kdaj naju usrečil z njim. Jaz ga kratko in malo ne prenesem, je pripomnila stispuhova nečakinja. Njeni sestri in vse druge ženske so izrazile isto misel. O, jaz pa ga, je rekel stispuhov nečak. Meni se smili, tudi če bi hotel, bi ne mogel biti jezen nanj. Kdo pa trpi pri vseh njegovih mukah? On sam, zmeraj. Zdaj si je utepel v glavo, da naju ne mara in tako ga ne bo na kosilo k nama. In kaj potem? Ne bo ob ne vem kakšen obed. O, jaz pa mislim, da bo ob zelo imenitno kosilo, je posegla vmes stispuhova nečakinja. Vsi od kraja so ji pritegnili in treba jim je že priznati, da imajo vso pravico razsojati, saj so ravno kar pokosili in s poobedkom na mizi so se pri petrolejki zgnetli okoli ognja. No, strašno sem vesel, ko to slišim, je rekel stispuhov nečak, ker nič kaj ne zaupam takim le mladim gospodinjam. Kaj pa ti praviš, Topr? Topr je očitno pogledoval za eno od sester stispuhove nečakinje, ker je dejal, da je samec revček brez vrednosti in nima pravice govoriti o teh rečeh, in pri tem je ena od sester stispuhove nečakinje, tista okrogla s čipkastim naprstnikom, ne tista z vrtnicami, zardela. Ti kar daj, Fred, je rekla stispuhova nečakinja in zaploskala. Če kaj začne, nikoli ne neha, tak smešen tip. Stispuhov nečak si je privoščil še en Prešeren smeh in ker ni bilo mogoče ubraniti nalezljivosti, čeprav si je zalita sestra na vso moč prizadevala z dišečim kisom, so vsi od kraja napravili po njegovem zgledu. Hotel sem samo reči, je nadaljeval stispuhov nečak, da je bil po mojem zato, ker naju ne mara in se noče poveseliti z nama ob nekaj prijetnih trenutkov, ki bi mu ne mogli škodovati. Prepričan sem, da izgublja prijaznejšo družbo, kakor si jo more najti v mislih, naj bo že v stari plesnivi pisarni ali pa v zavprašenih čumnatah. Vsako leto mu mislim ponuditi to priložnost, pa naj mu je ljubo ali ne, ker se mi smili. Lahko se do smrti norčuje iz božiča, vendar se bo moral premisliti, glavo stavim, ko bo videl, kako dobre volje prihajam leto za letom k njemu in mu ponavljam. Pozdravljeni, stric Stispuh! Če ga vsaj do tega pripravim, da bo ubogemu pisarju zapustil 50 funtov, je že nekaj in če se ne motim, sem ga včeraj že malo omajal. Zdaj, ob pripombi, da je omajal Stispuha, so bili drugi na vrsti za krohot. Ker pa je bil sam od sile dobrodušen in mu ni bilo dosti mar, čemu se smejejo, samo da se sploh smejejo, jih je počgal v veselosti in židene volje poslal steklenico naokoli. Po čaju so si privoščili malo glasbe. Bili so namreč muzikalna družina in so natanko vedeli, kako in kaj je treba, če naj zakrožijo kakšno ljudsko ali pivsko, zato sem vam porok, še prav posebej Topr, ki je odbrundal svoj bas, kakor zlepa nekdo, ne da bi se mu količkaj napele debele žile na čelu ali da bi kaj zardel v obraz. Stispuhova nečakinja je dobro igrala na harfo in je med drugimi skladbami zaigrala tudi preprosto pesmico. Čisti nič, v 2 minutah bi jo že vsak znal zažvižgati.
ki jo je pela punčka, ko je prihajala post izpuha pred internat, kakor mu je priklical spomin duh božiča preteklosti. Ko so se oglasile take strune, je z izpuhu prišlo na misel vse, kar mu je pokazal duh. Čedalje bolj se je mečil in že preudarjal, da bi si bil najbrž lahko z lastnimi rokami pridelal kaj prijaznih plati v življenju za svojo srečo, če bi jo bil večkrat slišal in bi se mu ne bilo treba zateči grobarjevi lopati, ki je zakopala Jakoba Lahporja. Vendar niso vsega večera posvetili glasbi. Čez nekaj časa so se že šli kapucinarčka, ker včasih dobro de, če se pootročiš, še prav posebej pa za božič, ko je bil njegov mogočni ustanovitelj sam otrok. Čakajte no. Najprej so se šli pravzaprav slepe miši. Pa ja, in nič bolj ne verjamem, da je bil Topr v resnici slep, kakor verjamem, da je imel oči v čevljih. Po mojem sta bila s izpuhovim nečakom zmenjena in je to vedel tudi duh sedanjega božiča. Kakor se je namreč Topr motovilil za debelušno sestro s čipkastim naprsnikom, je bilo norčevanje iz človeške lahkovernosti. Spotikal se je nad ognjili pri kaminu, se zaletaval v stole, treskal ob klavir, se zahomotaval v zavese, ampak kamor je šla ona, tja je šel tudi on. Zmeraj je vedel, ki je debeluška. Nobenega drugega ni maral ujeti. Tudi če si se zaletel van, kakor so se nekateri od njih in obstal pred njim, se je sicer delal, kakor da te poskuša prijeti, vendar je to počel tako, da je bilo žaljivo za tvojo pamet in je v trenutku spet ubral stran, natančno za debelušno sestro. Ta je večkrat zavriščala, da to ni pošteno in v resnici ni bilo, ampak ko jo je nazadnje le ujel, ko jo je namreč ne glede na vse njeno svileno šelestenje in begotno frfotanje mimo njega dobil v kot, odkoder zanjo ni bilo več rešitve, se je pa od sile grdo vedel. Ko se je namreč delal, kakor da je ne prepozna in se hlinil, da more otipati njeno pokrivalo in se še drugače prepričati, da je res ona in da mora stisniti prsta na njenem prstu in poiskati verižico na njenem vratu, je bilo grdo, prav nemogoče. Ni dvoma, da mu je sama povedala, kaj si misli o tem, ko je bila druga slepa miš na vrsti in sta ona dva zelo zaupljivo nekaj šušljala skupaj za zavesami.